Tomato Košir je po mojem mnenju en izmed redkih slovenskih oblikovalcev, ki bo ali pa že, ali pa kakor bo on povedal, enostavno lahko posega v tujini brez kančka dvoma, so njegove stvaritve take, ki nas v bistvu konstantno navdušujejo in mislim, da je našel en zelo, zelo prepoznaven slog v svojem delu. Verjetno tudi zaradi tega, ker je po osnovi navdušen tipograf, zelo, zelo izobražen oblikovalec in tako naprej in mislim, da blazno uživa v delu in pač vse podrobnosti vedno štimajo tako, kakor morajo. Tako da ne bom jaz spet pesnil tle gor, Tomato, izvoli. Živijo, me slišite? Slabo. Kaj ne naredim, si obrijem brado? Gregor Žakelj me je prosil, da se... Gregor Žakelj me je prosil, da se tokratnega predavanja lotim bolj osebno. Česar običajno ne počnem, ampak verjamem v zgodbe, verjamem v to, da imajo zgodbe moč pritegniti in ta pritek lahko izkoristimo konstruktivno in sicer, da ostanemo v končni fazi v neki pedagoški noti. Zdaj, da se vrnem k tej osebni zgodbi, moja prva značajska lastnost je najbrž to, da sem control freak. In kot control freak grem najprej preverjati ta dejstva. In kot prvo ugotovim, da nisem minimalist, zato ker v minimalizem ne verjamem prav kaj dosti v lasten slog, zato ker se mi zdi, da moramo, ne samo zdi se mi, ampak zdi se mi imperativ, da komuniciramo naročnika in ne sami sebe, zato se mi zdi minimalizem ali pa kakršenkoli drug slog čist preozko dejstvo, da bi lahko uspešno komunicirali v svoji najpomembnejši funkciji, torej komunicirati naročnika, organizacijo, produkt, storitev. Kot drugo, nisem jutranja oseba, definitivno nisem Ljubljančan. O mojem krstnem imenu bi se dalo razpravljati, mogoče zato, ker nisem krščen. In če sklepam o telem razmaku med T-jem in O-jem, podvojim v to, da sem zares oblikovalec. Zdaj pa, da se vrnem, zato vsega tega sem želel prekrstiti ta minimalizem enostavno v zgodbe. Že v osnovni šoli so nas učili, da nas determinirajo 3 stvari in ena izmed teh je tudi okolje. In to je moja prva zgodba. Zdaj, da predložim dokazno gradivo, vem, to je malo cheesy trik, pokazati svojo fotko iz otroštva. Ampak kažem jo z namenom in sicer z namenom, da se lotimo ene dedukcije. Sicer, kaj lahko sklepamo po tej fotografiji? In sicer eno, da sem bil že kot mlad lokalpatriot, pil Fructalov CC sok. Kot drugo, da sem bil iz revne družine, zaradi česar sem bil posledično naštrikan oziroma nakvačkan od glave do pet. Moja mati, kot se spomnim, je nosila celo bikini nakvačkan. Kot dokazno gradivo 3 je, da sem pri teh letih imel več težav z branjem kot pa s hojo, zato sem nosil ortopedske ciciban čevlje. In kot dokazno gradivo 4 je, da so v pretirani skrbi po zaščiti mojih ušes me neprestano čuvali s kapo, z ruto, zaradi česar so me pogosto zamenjevali za sicer nadvse prikupno, ampak vendarle punčko.
In legenda pravi, da sem se točno pri tej starosti nekje, zdaj po izročilu moje stare mame, je bilo to pri 2 letih pa pol, po izročilu moje mame, pri 1,5 leta naučil brati, in sicer samoiniciativno. A jaz pregloboko diham v tole? Skratka, nekoč sem sedel, tako kot zdaj vi sedite, s tem, da je bilo pač to večer, za televizijskim sprejemnikom in pač slučaj je bil ta, da smo gledali hrvaški program, takrat TV Zagreb. In začetek njihovega informativnega programa je bil in jaz pravim na glas Vijesti. To je vzbudilo zanimanje moje mame in je vprašala, zakaj je Vijesti. In pravim, ja, Vijesti, kaj ti ni jasno. In pravi, a je gospa in napovedovalka rekla Vijesti? Pa pravim, ne, črkice so šle, očitno je bila taka takrat na TV Špica, so šle po ekranu VIJSTI. In pravi, a ti pa bereš? No in že kmalu sem v bistvu ustvarjal nekaj, kar si zainterpretiram kot svoje lastne tipografije. Takrat je bilo to mogoče eno sredstvo sporočanja, predvsem pa je bilo to nekaj povsem naravnega. In sicer pri teh letih sem črke pisal v zraku, jih sestavljal bodisi iz baric, bodisi iz jedilnega pribora ali pa na nenavdušenje mojih staršev iz kakšnih domačih cmokov. In se v tistem mediju enostavno niso ohranili zadosti dolgo, da bi jih priložil danes kot dokazno gradivo. Lahko pa predložim nekaj iz kasnejšega obdobja, in sicer to so risbe. Jaz sem se gibal v okolju, v enem razmeroma nestanovitnem okolju. In sicer moja dva starša, še enkrat opozarjam, želeli so od mene, da grem v to osebno zgodbo. Moja dva starša sta se zgodaj ločila, tam pri mojih 2 letih, in moja mati, tako kot še danes, matere samohranilke, je bila precej nizko samozavestjo in je potrebovala eno močno osebnost v oporo. In jaz sem bil pač tisti na dosegu. Zato se je name obračala že v zelo zgodnji starosti. Tam že pri kakšnih 5 letih je v bistvu več dala na moje mnenje, kot je dala na svoje lastno mnenje. Zato mi je bilo zelo naravno, da sem funkcioniral v tisti časi kot mentor, kar mi je kasneje prišlo prav. In kot druga stvar je, zaradi tega nestanovitnega okolja sem pri starosti 11 let se preselil k stari mami, kjer sem živel še z mojim stricem, z najmlajšim od 4, ki pa je bil prvi diplomant oddelka za oblikovanje. On je starejši 14 let od mene in se je takoj po vojski vpisal na oddelek. Takrat so še gostovali v današnjem Dicu. In on me je soočil tako z orodji, kot na nek način z možnostjo komuniciranja preko risbe. In nočem delati nobene drame iz tega, zato ker takrat ni bila to nobena drama. Enostavno je bilo to nekaj zelo naravnega. Zelo naravno je bilo, da sem opazoval, zelo naravno mi je bilo delati z orodjem, svinčnika nisem dojemal, nisem častil, zato nisem ostal na svinčniku, ostalo mi je zgolj orodje, tako kot mi je orodje danes računalnik. In v dokazno gradivo prilagam
svojo zbirko, nažalost jo danes nimam s sabo, in sicer fascikel svojih prvih risb. Od leta 85 do 90 jih hrani. In sicer šlo je za zbirko portretov in tukaj je glavni protagonist tistega obdobja, moj stric. Ta portret je iz časa tam iz leta 89, tam spodaj levo, so njegovi poskusi me naučiti, me priučiti še nekaj več, mi dati še nekaj več razpona. To je iz istega časa, leto 89. To je čisto moj prvi portret. Mogoče mu ni najbolj podoben, ampak mi je najbolj dragocen in se mi zdi še zdaj, da je grafično zelo čist, zelo svež, ravno tako dušen. To je iz leta 91, se pravi, tole je bilo meni 10 let pa pol. Tole 2 leti več. Tukaj sem mu nekoliko mogel podaljšati glavo. Ta risba mi kot otroku ni bila nič kaj dosti posebnega, ampak danes jo gledam nekoliko drugače, in sicer kot en prvih poskusov abstrakcije, abstrahiranja njegovih bistvenih potez, se pravi njegove lastovke, monobrow principa, ki se poveže z nosom, ter preostankom brade. Potem je tukaj še pač nekaj naključnih družinskih obiskovalcev oziroma obiskovalcev našega doma. To je moj star ata, isto iz leta 89. Teta. Mislim, da je to moj star ata, čeprav izgleda kot Jurij Krpan iz Kapelice. In tole še zadnja risba iz fascikla, ravno tako iz leta 89, moj star ata, nekaj mesecev pred mojo selitvijo v to okolje, in se pravi tudi nekaj mesecev pred njegovo smrtjo, zaradi česar mi je dal tudi prostor v tej družini. Tisto, zaradi česar vam pa kažem, zdaj sem vam usmerjal fokus na te portrete, ampak mogoče ste opazili enega spremljevalca teh portretov, in sicer to so zadnje strani teh papirjev. Če obrnem zgolj ta fascikel naokrog, opazimo, da je na zadnji strani so fotokopije, ki jih uporablja moj stric pri svojem procesu, pri svojem oblikovanju, pa njegovi prvi poskusi oblikovanja. Tako da tipografija in samo oblikovanje se mi ni zdelo nič posebnega, v bistvu se mi je zdelo zelo naravno. Sprejemal sem ga kot neko čisto običajno okolje. To mislim, da je moj prvi poskus oblikovanja lastne vizitke, ne vem točno zakaj SNS, takrat Jelinčiča absolutno še ni bilo na sceni. Ja, in potem ta zgodba nekoliko preskoči. Moje zanimanje za tipografijo je dobilo že prvo malo bolj opazno funkcijo. In sicer, no, legenda pravi, da je moja takratna kolegica, še zdaj kolegica, Teja, diplomirala je sicer na AGRFT-ju, ampak delala je nekaj časa v Saxpubu kot natakarca. In Saxpub je včasih, ne vem, če zdaj še vedno, so gostili vsak četrtek jazz band. Pač vsakič drug jazz band. In nikoli si nisem predstavljal, da bo to postalo neko moje okolje. Nisem bil navajen posedati v barih, ampak prisotnost prijateljice mi je nekoliko udomačil ta prostor. In enkrat sem opazoval te table, ki jih je imela na šanku, in sem rekel, poslušaj Teja, a ti jaz to narišem v Bodoniju, na kar mi je ona izročila kredo.
In nekaj časa sem živel oziroma pač prejemal hmeljne napitke v zameno za te moje kredne storitve in tisto obdobje imenujem obdobje 30 ure in predvsem krede. Tisto, kar mi je bilo zelo dragoceno v tej izkušnji, je bilo to, da sem po 3-urni akciji, v bistvu v enih takih blitzkriegih, ko sem moral sproducirati rezultat relativno hitro, dobil tako hitro oziroma še bolj bliskovito tudi prve odzive, česar običajno kot oblikovalci ne dobimo. Če delamo na primer klasičen plakat, te odzivi pridejo šele, ko smo mi zadevo dokončali, šele ko je šla skozi celo produkcijo, skozi tisk, ko so na ulici in morebiti preko spletnih omrežij dobimo kakšne odzive oziroma v končni fazi, ne vem, na festivalih. Tukaj sem dobil ta prvi in krucialni odziv, a sem skomuniciral, a sem pritegnil pozornost, a sem opravil svojo funkcijo v bistvu takoj, še ko sem sedel in dokončeval tablo. To je zadnja stran te lolite. Aha, tukaj se to predavanje prelovi bolj v slideshow. To je ta interna tabla. Naslednja. Aha, Jure Pukl kvartet. G točka. Mislim, da se natakarca ni zavedala, kaj počnem s pozicijo. Modra gajica. Fake jazz, ki je neka ožja zasedba fake orkestre. Very used artists, zelo dobesedna. Mira Manga, mislim, da je v makedonščini pomeni pajk, čisto kot podnapis. Musicians Incorporated. Nubuk, ki mislim, da je izraz za usnje. David Jarh kvartet. Moon Inhabitants. Harmonika. Potem je ta ista kolegica, ki je takrat služila kruh kot kelnarica, imela intervju za Delo s pisateljem Jergovičem, zato se mi v obeležitev tega dogodka zdelo takrat tablo. To je moj kolega Roman, ki je služil kot motiv za plakat od benda Od Franceljna Skisani možgani. Potem Bossa de Novo. In potem ta zgodba dobi nadaljevanje, in sicer že v napovedi je bilo povedano, da sem nadaljeval to svojo mentorsko izkušnjo po akademiji. Nekaj časa sem bil tam v vlogi asistenta, predavatelja, po dokaj grenkem koncu, po še eni izkušnji druženja v lastnem studiu, kjer smo izpeljali 10 predavanj, in na tisto druženje me tole danes tudi nekoliko spominja. Sem to svojo mentorsko vlogo nadaljeval na delavnici, ki jo organiziram in mentoriram s pomočjo drugih, precej bolj talentiranih tipografov od mene, Type Clinic. In na Type Clinic v Trenti sem svojo črkovno vrsto, ki se je nehote razvijala na teh bivših plakatih, v tistih bolj didonastih primerkih, tudi nadaljeval. In sicer večinoma je bilo precej, dajmo poenostaviti, najlažje je bilo kredo finalizirati do neke prebavljive forme v tej didonasti maniri. In ta didonasta manira skriva zadaj
tole, in sicer veliko učinkovitost. Večino črk sem v bistvu narisal enopotezno, naprimer tale O, tamle je pojasnjeno kako. In tole je končna oblika. Tiste četrte stopnje, da povrnem to nazaj v prvo obliko, v ta one-line rastinjak, tega še nisem realiziral, ampak je nakazana. In isto dokazujem naslednjo črko z A-jem. Še en ostank tistih tabel je rezultat pogoste stiske s prostorom na tej tabli. Zato je bilo včasih potrebno producirati neobičajne ligature, pa ne zgolj zaradi stiske s prostorom, ampak tudi zaradi neke boljše vizualne artikulacije, zaradi boljšega spacioniranja, česar v prvem slajdu s mojim lastnim imenom nisem ravno potrdil. In ta prenos teh ligatur se je udejanil in še zdaj nastopa v rastinjaku. Tukaj pa nekaj slajdov črkovne vrste v kontekstu, kjer se mi zdi črkovna vrsta, značilnosti črkovne vrste edino zmožno pokazati. Tukaj je bilo nekaj ozadja. Zdaj pa se bom lotil še enega ozadja, in sicer ozadja ilustracij, ki jih mogoče poznate iz naslovnic sobotne priloge časopisa Dnevnik, to je Objektiv. Tole je bila moja prva naslovnica iz oktobra 2011 in sama po sebi mislim, da niti ni ena najboljših naslovnic. Je pa zelo uspešno se navezovala na sam članek. In sicer je članek govori, gremo na Luno, gremo na Mars, problem hujšanja v vesolju, govori o raziskavah na temo možnosti hujšanja v vesolju, ki se dogaja v Sloveniji. Zato zvezdice celjskih grofov. Tistega ozadja, ki ga tukaj vsak ne pozna, je, da je tale artefakt še vedno z mano, in sicer včeraj sem ga fotografiral, Dunajska pekarna Maj S. Naslednja naslovnica se mi zdi bistveno bolj zanimiva, in ker je bila vezana na en podoben kontekst, v katerem smo danes. In sicer v času tik pred volitvami. V času, ko vsi politiki oziroma večina politikov želi zajemati iz čim širšega spektra, iz čim širšega bazena, sem zadnjič slišal izraz v Odmevih. In v želji, da se ne bi distancirali od tega, da ne bi odtujili morebitnih volivcev, skušajo biti kar se da nejasni v svojem izražanju, kar se da nejasni v odgovorih na vprašanja novinarjev. Zato smo svojo drugo ilustracijo v bistvu pustili polje ilustracije prazno, ampak smo se poslužili manipulacije s samim znakom. Tole zelo verjetno vidite prvi, zato ker tole je bila alternativna naslovnica za tale blur. In sicer ta nejasnost in neodločnost, to nejasnost in neodločnost sem interpretiral s to izmuzljivostjo, približno tako, kot če bi na copat fiksirali peto, če si predstavljate, kakšen bi bil efekt. Zakaj smo izločili to naslovnico in se odločili za tole, pa tiči v takratni prisotnosti Katarine Kresal na političnem prostoru.
enostavno je bila asociacija preveč močna na njo, da bi si lahko privoščili ta komunikacijski šum. Tole je mogoče ena mojih najljubših naslovnic in sicer je šlo, tole je čisto kronološko, se dotika obdobja takoj po volitvah, ko je poražena stranka proglasila volivce zmagovalne stranke kot trenirkarje. Fotografinja te kravate, ki je to izvedla, po mojih navodilih ni želela biti podpisana zaradi tega, ker je obenem volivka te iste stranke, ki je okrcala volivce. Tako da zelo cenim njeno pripravljenost k sodelovanju. Naslednja naslovnica je zanimiva zgolj zaradi tega, ker je to edina naslovnica, ki je bila črno-bela v potankosti, v celoti. Je naslovnica za ostrooke, zato ker se vsa zadeva zgodi zgolj v tistem detajlu. Vsi se najbrž še spomnite Evropske prestolnice kulture, ki je doživela precejšen fiasko, zato nismo v sami izraznosti pretiravali, ampak je mogoče še edino delo, ki zadosti današnji temi minimalizmu. Naslednja naslovnica v bistvu ni naslovnica, ilustracija je iz notranjosti, govori pa o tematiki izbrisa, in sicer o eni Bošnjakinji, ki so ji na občinskem uradu prerezali osebne dokumente, zaradi česar se ni mogla ne vrniti nazaj v Bosno, ne ostati zares polnopravno v Sloveniji. Tisto, kar se mi zdi zanimivo, je ta doslednost v izvedbi, česar verjetno niste opazili, mogoče je to bolj za to služi bolj za moje control freakovstvo, in sicer na naslednji strani je dokazno gradivo. Če gledate tele segmente, ki kukajo tukaj ven, to so točno tisti segmenti, ki se nahajajo na naslednji strani. Jaz sem od art direktorja želel, da mi pred dokončno izvedbo ilustracije poda PDF-e naslednjega spreda, zato da sem lahko to v zadnjem momentu, takole v petek ob 12. umestil na ilustracijo. Potem ta naslovnica govori o dentalnem turizmu, in sicer problem je ta, da so dentalne storitve v Sloveniji v primerjavi s Hrvaško ali pa z Italijo relativno drage, zato se pogosto Slovenci poslužujejo storitev izven meja, kjer pa za opravičilo oziroma za dosego teh nizkih stroškov in nizke cenovne politike uporabljajo relativno slaba orodja. Ne vem, če se še spomnite enega obdobja, ko smo precej govorili o Simčičevem falsifikatu, ko je ponaredil diplomo. Ta naslovnica se tiče točno tega. Sicer naslov ne govori ravno Simčičev falsifikat, kar bi jaz rad, ampak se izogiba, se navizuje v bistvu na širšo politično situacijo. Kaj sem naredil, je to, da sem falsificiral samo naslovnico Dnevnikovega objektiva. Sicer, če si pogledamo zoom inom, vidimo, da je praktično od vseh elementov narejen, pa tukaj ne boste videli, praktično zgolj marker, ki služi za točnost tiska, je bil nesproduciran na roko. Vse ostalo, vse črke so izrezane, so izpisane na roke, celo ta linija in sam kolofon. Kartofelen print, ki je potreboval originalnost naslovnice, in ta isti kartofel danes.
Naslednja naslovnica govori o 100. obletnici katastrofe. Katastrofe, pa, ki se jo pogosto lotevamo tako zelo hollywoodsko, v bistvu zornega kota številk, zornega kota gigantskosti te katastrofe, koliko ljudi je umrlo, koliko ton je imela ladja, koliko prekatov se je v bistvu prerezalo, kar je spremenilo nepotopljivo ladjo v bistvu dokazljivo potopljivo. In to se mi je zdelo absolutno absurdno in sem ta absurd vključil v to obletnico na naslednji način. Ne vem pa, če veste, da je bila to prva užitna naslovnica Dnevnikovega objektiva. Tjaša, punca likovnega urednika, je tudi avtorica te same torte. In mislim, da moja fotografija, ki je bila v njenem stanovanju vzeta v zelo skromnih prostorskih razmerah, zaradi česar sem uporabil širokokoten objektiv, mislim, da ne zadosti obsegu njenega podviga. Šele ta kontekst pokaže, kako zelo velika je torta. In če veste, da je moja glava obseg 60, kar sodi v višji rang spektra obsegov glav, razumete, o kakšnih dimenzijah govorim. V hladilnik je v bistvu mogla iti v segmentih. In če se prav spomnim, je bila sama avtorica tako navdušena nad samo torto, da sem ji komaj preprečil, da ni obliznila odtisov smetane na sveči. Tole je bilo pa obdobje iz maja 2012, ko se je govorilo o skorajšnji izločitvi Grčije iz Evropske monetarne unije. Zato evidentno evropska zastava ura 5 pred 12. Tisto, česar mogoče niste videli v detajlu, pa ste zelo verjetno sklepali, seveda, da vsi kovanci so zvrščeni od 1 do 11. Bolj prepričan pa sem, da niste opazili, da za končno 12. za potrditev te ilustracije smo uporabljali dejanski kovanc, priložnostni kovanc grških 2 evrov, kjer imajo podobljenega diskobolosa, kar je bila taka luštna skrita metafora za to, da so takrat bili še relativno sami krivi za to. Naslednja naslovnica je ena najljubših likovnega urednika sama Ačka, in sicer govori o mecenstvu. In sicer v Sloveniji imamo eno tako absurdno situacijo, da meceni oziroma drugi, ki prispevajo, že obstajajo, ampak ne želijo, da bi se razvedeli, da obstajajo, zato ker bojo prišli še drugi. In tisto, kar sem želel, je enostavno s tem klobukom ponazoriti dva različna pola, tistega, ki prosi, in tistega, ki je ima. Ena mojih najljubših naslovnic, šlo je za obdobje, ko so slovenskega nadškofa, mariborske nadškofije, izgnali, niso takrat še vedeli kam. Prišel je befel direktno iz Vatikana. Kar se mi je zdelo izredno zabavno, ker Vatikan je vedno učitelj bivšemu našemu sistemu, Goli otok, absolutno neopravičljivo ravnanje, da se razumemo, ampak sami so bili v tistem trenutku pripravljeni početi nekaj zelo podobnega. Kako pa smo prišli do te naslovnice, vam pa več povejo naslednje fotografije. To sta dve originalni
fotki za naslovnico, ampak ker sem želel zadostiti verjetnosti vseh elementov, vključno s samim izpisom, in nisem bil zadovoljen z DIN šrifto, ki sem jo dobil, ker enostavno mi eni segmenti niso funkcionirali, sem šel takrat na teren in pofotkal tukaj zgolj prgišče enih tabel. Zato, da sem dobil posamezne črke za sestavo golega otoka. Razmišljal sem, če bi šlo celo do te stopnje, zato sem pofotkal samega izdelovalca, da bi izdelal samo tablo, ampak je bilo za to nekoliko premalo časa. To je bila predikcija iz septembra 2012 in sicer takrat se je ugibalo, da bo Slovenija slej ko prej v roku parih mesecev zaprosila v ta neizogibni scenarij, ko zaprosi za finančno pomoč Evropske unije. To je bila sama skica, katero so potrdili, za česar smo šli lahko v izvedbo. Mogoče ne veste, da sem vegetarijanec, kar mi je bilo nekoliko težje manipulirati s pečenim, mastnim, polnovrednim, polnodimenzijskim piščancem na mojem malem studijskem tabletopu. Rest in peace. Ta naslovnica je prva naslovnica redizajna Dnevnikovega objektiva in sicer obeležuje čas po volitvah, po izvolitvi, po drugi izvolitvi Obame. V članku govorijo pa v bistvu o tem, kako je Amerika in ne zgolj Slovenija v primežu sil kontinuitete, ker praktično se v vsakem scenariju, če bi bil Obama ponovno izvoljen ali pa če bi dobil, kdo je bil že takrat? Drugi možak, no, izvoljen, praktično v zelo podobni situaciji. Praktično ugotavljajo v članku, da se nič zares, kako? Hvala. Da kar nastop 21.12.2012, ko smo sledili tej izpravnosti majevske grožnje oziroma predikcije po potopu sveta. In v tistem času je bila situacija v Sloveniji, se so še sveži spomini, zelo podobna, da bi jim dejansko lahko verjeli, če si že ne bi v celoti izpolnila, da se že izpolnjuje vsaj parcialno pri nas. In je ena minimalističnih naslovnic, tudi zato, ker je bila taka izbrana. Tisto, česar nihče še ni videl, je alternativni predlog iste ideje, ko uporabimo isti motiv zgolj v drugačni izvedbi, in sicer iz samega parlamenta, s čimer bi zabetonirali našo trditev o izvoru slovenskih težav. Ta naslovnica je vezana na kontekst Janković-Janša, ko je Komisija za preprečevanje korupcije izdala tisti svoj prvi obtožni predlog, kjer so obdolžili oba. In sicer Janšo za malverzacijo nekih 210.000 evrov, Jankovića mislim za 10-krat višji znesek. In jaz sem se spomnil te legendarne akcije Studia Marketing Slovenija, moja dežela. Jani Bavčar je bil toliko prijazen, da mi je dovolil uporabo vseh elementov. Ne veste pa, da je obstajala še ena, še bolj konkretna naslovnica, in sicer Slovenija, najina dežela. Z glavo, kjer se je objektiv spremenil v objektiv. To je bil pa v bistvu za isto temo tretji predlog. Če se spomnite Jankovićeve kampanje, Zoran Janković dela
bistvu nam je na pladnju dal idejo. In še seveda Janševa kampanja, mislim, da je bila originalno 21.000 plus. Tole je pa naslovnica iz časa tik pred izvolitvijo novega papeža. Z naslovom Kateri dim je tudi pekel. Tole je bila alternativna naslovnica. Naslovnica za promocijo nezdrave hrane, o kateri je govoril članek, kjer smo pa posegali v bistvu v razširitev tega medija. In je edina naslovnica, vsaj kar od mojih, kar vem, od ostalih tudi, ki se nadaljuje na naslednji strani, kjer se v bistvu pokaže tisto pravo sporočilo, ki je v promociji McDonald'sov in podobno običajno skrito. To je pa običajni proces, da pridem do tega rezultata. Ta proces je sicer relativno hiter, slovim po tem, da sem precej neprepričan v svojo izpravnost sproducirati ustrezno idejo vsakič znova. Mogoče je to ravno tisto, kar me ves čas drži v še večji pozornosti. In likovnemu uredniku vsakič zabičam, glej, daj mi 45 minut časa, ko preberem članek, te pokličem nazaj, če bom imel idejo, delam naslovnico, če ne bom, prosim, poklič nekoga drugega. To je nek tak rahlo nadpovprečen izplen tistih 45 minut. To je bila še notranja naslovnica, notranja ilustracija za ta isto temo. Potem obeležitev J-ja oziroma JJ-ja, dneva, ko so objavili, da gre Janša v arest. Tole je bila alternativna naslovnica. In še ena iz drugega političnega pola, ki govori o predsedniku države. Pa ne bom, da jo pod napisal, zgolj povedal bom, da je bil to alternativni predlog. Tukaj gre še za en primer, ko se je vključila papeška metla, ko so izločili še dva slovenska nadškofa v momentu, ko je bil novi papež potrjen. Ta naslovnica je bila sprejeta še pred to formo in sicer direkt iz Bauhausa, se opravičujem za reklamo, ker sem samo Ačku poslal tole po MMS-u v potrditev. Ena naslovnica, s katero mi je najbolj žal, da se ni realizirala. In sicer tema je govorila o tem, kako Ministrstvo za zdravje bolj skrbi za zavarovalnice kot za zavarovance. Ne vem, če se spomnite, se še zdaj vrti ta reklama, kakor da se nič ni zgodilo, ne? Tole je bil še nekoliko dopolnjen predlog, ko prve niso požegnali, kakor da se nič ni zgodilo, jaz zame, ti zame. Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kjer v bistvu razbremenimo izključno Triglav, ampak se naslonimo na vse tri zavarovalnice, ki prednjačijo pri nas. Končna naslovnica je pa ena redkih naslovnic, za katere avtor v bistvu nisem. Imel sem en bolj kot neposrečen predlog neke tipografske manipulacije, besedne igre Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za zavarovanje. In ko sem prišel
na sceno, da bi fotografiral tablo, iz katere bi črpal vir za to manipulacijo, sem gotovo na kraju samem, da je naslovnica v bistvu že narejena. In sicer nekdo, še danes ne vem, samega avtorja, je sproduciral tole. Vse, kar sem naredil, je, da sem v razmerah, mislim, da je bilo tam 10:30 zvečer, ovekovečil ta prizor, ter se zelo, zelo hitro pobral. Moment, ko je v ilustracije za Dnevnikov objektiv vpleten tudi Gregor Žakelj kot avtor osnovnega znaka, se je pa zgodil v bistvu kasneje kot en takle čas, ob enih v času, ko v bistvu že zaključujejo v petek Dnevnikov objektiv za soboto, so me poklicali, da se je neuradno razvedla novica, da se je Komisija za preprečevanje korupcije ravnokar ukinila. In želeli so v bistvu, dali so mi lih 5 minut časa, da sproduciram idejo, pa nekaj več za samo rešitev, sicer bojo šli brez vizualnega komentarja v tisk. Vse, v bistvu je bila rešitev na dlani, vse, kar sem naredil, sem zgolj premaknil ta simbol eno nadstropje nižje, pa je sam znak povedal vse. Tole je pa notranja ilustracija, ki bi morala biti na naslovnici, pa je bila realizirana ena druga, meni manj ljuba, se mi zdi manj pripovedna, ki govori o hišici iz kart našega sistema, sistema korupcije v vseh porah družbe do višjih političnih sfer. Tole je bila alternativna rešitev. Še tretja. Ena zadnjih naslovnic govori o raziskavi PISA, ne vem, če jo poznate. In sicer govori o funkcionalni pismenosti in ta raziskava je bila narejena prav za Slovence. Ne vem pa, če ste opazili ta detalj, da sem ta štedla razmanipuliral. Naslednja naslovnica, vse imajo, to sem že opozoril, da ima večina naslovnic en tak negativen, pesimističen prizvok. In definitivno smo za čas božiča oziroma bližajočih novoletnih praznikov bili v enem takem razpoloženju. Čas se izteka, čas za slavje se izteka in to je bila končna naslovnica. Večina vas ni videlo v bistvu originalnega predloga, ki je bil mogoče bolj peščena ura, ampak definitivno manj šapanc, ergo manj primeren za Silvestra. Tole je bil pa proces. Sicer od osnovne, precej straightforward skice, ki je bila potrjena, do originalne fotografije, kjer je bila peščena ura sestavljena iz 2 kozarcev za rdeče vino Nine Malovrh iz steklarne Rogaška. Dodatne fotografije, kjer sem posnel šampanjec, ter še dodatne montaže, sledi pa zgolj še manipulacija same forme. Naslovnica, ki je precej jasna in še zdaj aktualna, vsi ste se zelo verjetno šli igre Zemljo krast. Mislim, da smo ena redkih držav, ki jo to sploh pozna, zato ker sem preverjal to naslovnico izven, pa ni bila tako zelo jasna. Ni šlo za fotomontažo, v bistvu želim, da moje naslovnice ohranjajo prepričljivost, da sama izvedba ne moti samega sporočila.
Zato želim imeti stvari bodi si ready-made, bodi si čim bolj realne. Zato je bil proces jasno takle. To je bilo snemano tik preden so me Mariborčani na parkirišču zasliševali, kakšni so moji nameni. Naslovnica iz časa velikonočnih praznikov, vezana na članek Kuharji iz iste knjige, ki govori o dveh frakcijah krščanstva, pravoslavcih ter rimokatolikih. Mislim, da je povsem jasna naslovnica, ne veste pa ozadja, kako sem prišel do same realizacije, in sicer faza 1. Faza 2. Faza 3, ko ugotoviš, da to ne bo šlo skozi, ker so te originalni obliši bistveno preveliki, da bi zadržali zadostno prepoznavnost forme, ko pride v kontekst še perspektiva. Zato faza 3. Gigantski Kinder Surprise jajci. Fotkamo eno, fotkamo drugo in rezultat. Byproduct, ki še čaka na uporabo. Pa se vračamo na kravate. Sicer v času, ko je bilo jasno, da gre naš večkrat obravnavani v zapor, je bila prilika, vi ne veste, kako je v tej komunikaciji, ko narediš eno naslovnico, ki je dobila toliko enega odziva, ne bom opisoval kakšnega, kot so te naslovnice, te likovni urednik ves čas takole s prstom med rebra sprašuje, kdaj boš naredil spet kakšni novi kravati. In tukaj je bila prilika, da mu naredim nove kravati. In želel sem toliko buditi spomin, da bo jasno, da gre za nadaljevanje iste zgodbe, da je v eni od variant predlaganih, da smo uporabili te novi dve kravati v kombinaciji s staro glavo dnevnikovega objektiva, ampak nažalost tisto ni šlo čez. Zato sem želel ohraniti vse ostale elemente točno takšne, kot so bile. In teh kravat nismo šli iskati v trgovino, nismo šli na novo fotografirati, Edix tukaj ni prišel v poštev, ampak smo šli nazaj k izvoru, k originalni fotografiji. Morate vedeti, da je ta kravata v bistvu razrezana, da takšna kot je nemogoč objekt. Če bi tole raztegnili, okej, tukaj smo dobili, seveda je mogoča. Če ti prostorsko zadevo pustiš, ne, če pustiš te tri ravni prostorsko, ne, potem bi prišli do tega efekta, ampak izgubili bi fotografijo. Izgubili bi absolutno ostrino v vseh nivojih fotografije. Zato sem to kravato v bistvu sestavil iz dveh kravat in razrezal sem ju po kosih, zlepil skupaj in na ta način sproduciral končen rezultat. Kar pa je pomenilo, da v bistvu nisem imel več originalne fotografije, ker bi bila ta kravata v tem originalnem stanju. Zato sem iz tega moral sproducirati nazaj to. V naslednji fazi ji dodati štrajfne in jo zakriviti. Mogoče se tukaj ne vidi, ampak te loki prostorski, ki dajo realnost tej kravati, so bili izdelani s potko pod zoomom 800, in sicer vsak favc te teksture, diagonalne, je bil izrisan ročno po celi kravati. Tole pa jutrišnja naslovnica.
Ne vem, koliko ste spremljali zdajšnje dogajanje v Braziliji, sta dve precej močni prevladujoči frakciji, in sicer eni, ki seveda uživajo sadove tega happeninga, in drugi, ki so totalni nasprotniki svetovnega prvenstva zaradi tega, ker je svetovno prvenstvo prineslo en shift prioritet. V Braziliji imajo zelo težko socialno situacijo, obenem so pa investirali milijarde evrov v izgradnjo novih stadionov, in to stadionov v okoljih, kjer te stadioni ne bojo zares po izteku svetovnega prvenstva dejansko več v rabi. To je približno tako, kot če bi šel v slovensko 4. ligo, Žalec, in tam izgradil 5-kratnik slovenskih Stožic. Kar je še zanimivo pri tej naslovnici, je, da je bila izdelana, preden je bila naročena. Originalno je šlo za plakat, kjer je bil Radovan Jenko povabljen na AGI Sao Paulo, na festival, kjer so izbrane dizajnerje povabili, da sodelujejo v izdelavi plakatov, kaj si mislijo, kakšno predstavo dobijo, ko pomislijo na Brazilijo. In vsak od teh avtorjev, vključno z Radovanom Jenkom, je imel možnost povabiti še enega avtorja po lastni izbiri. Hvala mu, tokrat se je odločil zame. Nažalost njegovega zaupanja očitno nisem upravičil, enostavno nisem dobil odziva organizatorjev, ko sem mi nekoliko pozno pošiljal ta plakat, da je zadeva še vedno sprejeta. 2 dni sem zamudil rok. Nakar sem stvar objavil, videl je likovni urednik in me zaprosil, da jo vseeno realiziramo, in sicer v obliki naslovnice, ker pa takšna ilustracija, kot je, ni prišla v poštev, namreč format naslovnice je pokončen, ilustracija ima pa ležečo. Vreme pa ni, vreme sicer ni bil tak zelo velik faktor, večji faktor je bil to, da sem pokosil že domačo travo in nisem mogel še enkrat izdelati scene poteptane in požgane trave. Tole je sicer končna naslovnica, ampak morate vedeti, da tega zgornjega dela nisem imel fotografiranega. Vse, kar sem imel, je bilo tole, na kar sem šel ponovno s potko pod zoomom 800 iskati vsako dlako v jajcu tega travnika, to izrisati in jo skombinirati še z eno skorajda identično fotografijo te iste žoge na istem mestu, zgolj z nepoteptano in požgano travo. Sledilo je dokaj podobno početje in pa nato sestavljanka še v 3 korakih. Zdaj pa tako, kako smo s časom? Okej, jaz imam tukaj pripravljeno bistveno več, kot naš čas dopušča, zato prosim, če ste že poslušali predavanje, ki sem ga že izvedel o oblikovanju priročnega angleško-slovenskega slovarja, me prosim ustavite, pa bom šel na drugo temo. A kdo tukaj, ki tega ne želi slišati? Hvala za zaupanje. In sicer, ja, morate vedeti, da sem se leta 2005 lotil enega podobnega projekta in da smo takrat 1,5 leta izdelovali angleško-slovenski slovar kooperacije Oxford DZS. In ta angleško-slovenski slovar je bil izdelan
v 2 knjigah, ki mejita na hladno orožje. Približno takih dimenzij, vsaka ima cirka 2,5 kg. Zakaj 2 knjigah? Zato, ker enostavno naša vezava ne omogoča 16 cm, ampak smo mogli to razdeliti na 2 knjigi. Tudi samo obseg knjige je bil ta, da tudi če bi vezava to omogočala, enostavno bi bilo to nemobilno orodje. In par let zatem so me poklicali in so rekli, glej, imamo v bistvu eno zelo enostavno nalogo zate, te 2 knjigi angleško-slovenskega slovarja in še del, ki je bil izdan predtem, slovensko-angleški slovar, bi mi zdaj izdali v eni sami knjigi, ki pa bo manjša od ene same knjige, od enega samega dela, recimo teh 2 knjig angleško-slovenskega slovarja. To vsebino so sicer nekoliko skrčili, in sicer ta slovar vsebuje 39.500 geselskih člankov in 27.000 podgesel na skupno 1352 straneh končnih dimenzij 205x205 mm. Vsebuje 9 milijonov znakov. Ok, to vam res čisto nič ne pove. 9 milijonov znakov, ne bom rekel, da je kubik knjig, ampak je 1 meter knjig, če zložimo zbrana dela Josipa Broza Tita od 1. do 22. ali pa 23. knjige. Oziroma, to je približno 18 klasičnih romanov. Ali zdaj kaj bolj jasno? Vse to želimo spraviti v eno knjigo, ki bo manjša od 1/3 tega že prej izdelanega obsega. Dokaj enostavna naloga. Dejali so mi, glej, naloga je ta, knjiga mora biti priročna, izdelaj ti prvi osnutek, da bo priročen. Pač po svojih najboljših predstavah mi vsebine še nimamo. Izdelal sem slovar dimenzij 16x20 cm s 3500 znaki na stran, kar je v primerjavi z angleško-slovenskim slovarjem, ki ima 5500 znakov na stran, v bistvu en tak racionalen izplen o prilagoditvi formata. 3500 znakov, se pravi. En zelo podoben nizozemsko-slovenski slovar jih vsebuje 2700. 2700, 3500, mislim, da smo na pravi poti. Nizozemsko-slovenski slovar je bil izdelan v 2 stolpcih, jaz sem šel v 3 stolpce. In moj izkoristek je bil, imam plonk cegelc, 30% boljši. Na to so mi sporočili, da bo slovar vseeno vseboval več znakov, niso pa vedeli, koliko znakov. Naredil sem slovar istih dimenzij, 16x20, s 3900 znaki, se pravi 400 znakov na stran več, pa še vedno njihovim občutkom to ni zadostilo in sem jim zaupal. Na kar smo se sporazumeli, da bo tam okrog 4500 znakov pa vendarle zadosti. In knjigo sem korigiral v končnih 205x205, ki ima na 12-stranski poli ta kvadraten format dober izkoristek. 4500 znakov se nam je zdelo dosti realno, ampak ni bilo zadosti. Njihovi občutki so po preverjanju govorili, da bo treba število znakov povečati. To smo izvedeli končne fakte teh 9 milijonov znakov. In sicer običajen roman bi imel 4550 strani s takim obsegom. No in pri obstoječih dimenzijah bi znova presegli tisto
13 cm mejo, ki jo naši knjigovezi še vedno lahko izvedejo. Zato smo mogli vse skupaj znova redefinirati. Zadevo bi sicer bilo možno izpeljati na biblijskem papirju, a veste, kaj je to? To je izredno tenek 55-gramski papir. In če veste, da ta projekt izvaja DZS, ki je tudi dobavitelj papirja, no-brainer, ne? Gremo na biblijski papir. Ne, nismo šli na biblijski papir zato, ker dobavitelj papirja je menil, da je zadeva predraga in da ni vredno investirati. Zato smo ostali na 70-gramskem papirju, kar nas je vrnil nazaj v izdelavo tipične strani. Stvar se je vlekla leto in pol, porodniško glavne urednice, zamenjavo še 2 urednikov, nakar smo prišli do končnega izplena, ki si ga boste danes lahko ogledali. Predtem pa moramo obravnavati še nekaj specifik oblikovanja slovarjev. In sicer, kaj je specifika opreme? Ko vi oblikujete slovar, v bistvu oblikujete zbirko slovarjev. In ko oblikujete izključno angleško-slovenski slovar, se ne smete posluževati angleških insignij. Tako kot pri nemško-slovenskem se ne smete zares posluževati nemških insignij. Ok, so primeri, ko se to sicer počne, ampak ni zaželeno. Zakaj? Zato, ker enostavno angleški jezik ni zgolj Anglija, je Amerika, Avstralija in tako naprej. Se pravi, Union Jack odpade. Ker gre za sistem, moramo poiskati eno stalnico. In ta stalnica je slovenski jezik. Zato S kot slovenščina, ta bo prisoten na vseh slovarjih v zbirki. Se pravi, česarkoli se lotimo, v eni fazi bo šlo za slovenski prevod, bodisi slovensko izhodišče. Ok, to je motiv. Barve. V barvah se v bistvu lahko naslonimo, recimo v tem primeru na Union Jack, ker je že toliko daleč, da še vedno spominja na to, ampak s tem ne bomo užalili Američanov, Avstralcev in tako naprej. Potem dvosmernost slovarja. Slovarji so, če delamo na tem primeru, so lahko angleško-slovenski ali pa so slovensko-angleški. In jaz sem imel vedno težavo s tem. Zato sem si pomagal na ta način, po katerem sem sklepal, da bojo isto zadevo lažje usvojili tudi drugi, in sicer, da to smer slovarja pokažem že s samo pozicijo črk. Se pravi, če gre za angleško-slovenski slovar, bo ta pozicija, če bo slovensko-angleški, bo naslednja. S tem, da pri tem slovarju je šlo za obojesmerni slovar, za angleško-slovenski in slovensko-angleški, ergo obojesmernost. Kot sem rekel, mi ni bilo vedno jasno, kater slovar uporabljati, bodisi angleško-slovenskega ali pa slovensko-angleškega. Upam, da ste bolj pametni od mene. Ampak za vsak slučaj sem želel ponuditi bralcu še nekaj pomagal. In sicer eno pomagalo je uporaba vzorčnih gesel na vseh slovarjih, ki pojasnjujejo tip samega slovarja. Tukaj pri tem slovarju, ki je obojesmerni, zgolj nadaljujemo logiko, zato uporabljamo obe gesli. Kot sem že povedal, v opisu same agonije, v izdelavi tipične strani, smo prišli do enega shifta razširitve formata. Zakaj? Ko vi delate knjigo z 9 milijoni znakov, morate biti racionalni s prostorom. Ta prostor vam odžira greben. Kaj je greben? Ko knjigo odprete,
še posebej je to očitno na prvih in pa na zadnjih straneh, se vam običajno naredi greben, ki vam onemogoča branje na sredini. Zakaj tega ne moram tukaj demonstrirati? Zato, ker smo izbrali širši format. Širši format pomeni, da bo že sama teža papirja z daljšo ročico tukaj na koncu bolj učinkovito odpirala samo knjigo, kot bi jo ožji format. Posledično ne dobimo tiste žabice momenta, ko se vam knjiga zapira v vaših lastnih rokah. Kar ne pomeni, da morajo biti vse knjige oblikovane na ta način. Namreč odvisno od funkcije. Če delate knjigo, recimo turistični vodiči so en tak tipičen primer, ki jo uporabljate medtem, ko ste aktivni z drugo roko, se pravi, ko se vozite s trolejbusi po Portugalski, pa se držite z eno roko za to striptizetno štango na avtobusu, uporabljate z drugo roko še vedno lahko slovar, tako da ga s palcem držite razprtega, etko. V tem primeru seveda ni šlo ne za turističen vodič, ni šlo za majhen slovar, ki bi ga za Plonk-Cegelc uporabljali pri pouku angleščine oziroma pri maturitetnih izpitih, ampak je šlo za tako imenovan sedeči slovar. Slovar, ki se ga uporablja pri resnem študiju oziroma pri resnem delu. Še en fakt je, ki vpliva na sam ekstrem tega grebena, in to je hrbtišče. Pri trdih vezavah mi poznamo ravno hrbtišče, v katerem se v notranjosti nahaja lepenka, ki je zelo luštno, ampak zelo neuporabno, vsaj v tem primeru. In pa mehko hrbtišče, kjer lepenke ni. V tem delu se nahaja zgolj karton. In to mehko oziroma okroglo hrbtišče nam prinese še bistveno boljši izplen oziroma manjši greben. Papir, kot sem povedal, 70-gramski, nekaj transparence še vedno imamo. Bel, zakaj ne rumen? Na faksu pa drugod so nas vedno učili, da zelo seksi rumen papir, zelo fajn kontrast naredi s črno, zelo lepo ga je brati. Mi tukaj ne delamo romana. Ne delamo knjige, ki bi nam morala omogočati res udobno berljivost na dolgi rok. Mi delamo tukaj knjigo, ki jo beremo parcialno. Ne od začetka do konca, ampak po segmentih. Kratki segmenti. Zato tam potrebujemo maksimalen kontrast. Zato bel papir. Še en kanon tukaj odpove, in sicer kanon nekega običajnega ustroja, tipične strani, na katerega se naslanjamo še iz časov renesanse ali pa še odprej. Tukaj ni pravila zvezde. Tukaj ni pravila zlatega reza. Enostavno tukaj gre za čist racionalni pristop po čim večjem izplenu. Zato se to polje premakne iz tega, ki sledi pravilu recimo 9x9, 12x12, če poznate, v mrežo, ki sledi čist lastnemu modularnemu principu po čim večjemu izkoristku. Prej sem govoril o tem, da sta standard dva stolpca v prelomu slovarjev. Mi smo že v prejšnji fazi prišli na 3, tukaj smo v eni fazi bili na 6 stolpcev, pa na 5, pa se je tržnikom zdelo to preveč revolucionarno in smo zaradi tega mogli zavreti to evolucijo do stopnje 4 stolpcev. Še en kanon tukaj odpove pravilo 66 znakov.
Super, perfektno. Ne? Število znakov na vrstico, ki omogoča najbolj prijazno branje, kar se seveda aplicira na oblikovanje beletristike. Pri slovarjih je to irelevantno, kot sem že povedal, tukaj ne gre za besedilo, ki se ga bere linearno od začetka do konca, ampak po segmentih. Zato nam je čisto vseeno, kakšno število znakov pri tistih 100 besedah tukaj prečitamo. Nam pa omogoča to bistveno boljši izplen. To je ta modularna mreža. Izbrana črkovna vrsta, leksikon, ki je bila izdelana prav za leksikografijo, obstaja v 2 inačicah. V tej izbrani so podaljški navzgor in podaljški navzdol zadosti kratki, da zadostijo našim potrebam po majhnem medvrstičnem razmiku. Obenem pa je sam leksikon tako širok, da nam omogoča pokritje celega spektra, cele strukture geselskega članka. Še ena pomembna stvar je, in sicer zaklenitev vrstic. Na sprednji in zadnji strani se vrstice nahajajo točno na istem mestu, kar nam omogoča najboljši možen izplen beline v tem kosu. Zakaj v tem kosu? Zaradi tega, ker, kot veste, mi zares ne beremo črko po črko, ampak beremo forme, distinktivne forme. In te distinktivne forme so bistveno učinkovitejše, če ohranjamo te segmente, se pravi segmente, ki najbolj definirajo te forme, čim bolj čiste, čim bolj absolutno bele. Pri Oxfordu, pri angleško-slovenskem slovarju v 2 knjigah smo uporabljali rdečo barvo za same iztočnice, tukaj modre. Zakaj? Ker smo na strani prišli do bistveno večjega števila iztočnic, se pravi do bistveno večjega števila rdečih besed, kar je v končni fazi prineslo do enega mrgolenja te rdečine na strani. In je bila zadeva preveč moteča za bralca in ni prinesla pravega efekta, zato smo jo v tem kontrastu utišali in izbrali modro. Kakšen je rezultat? Kot prvo, prepoznavni znak priročnega slovarja v svoji pokončni in ležeči inačici, ter sam slovar, ki si ga boste lahko ogledali. Pa če ga prelistamo. Vezne liste uporabljamo. In sicer uporabljamo za dosego tistih segmentov slovarja, ki so običajno skriti in težko dostopni tam na strani 28. Zato smo na prvem listu prvi vezni list izkoristili za okrajšave. Potem samo transparentnost papirja smo izkoristili za naprejšnjo gradnjo samega motiva. Zato ta sivina, ki jo vidite na tej strani, je v bistvu prisotna šele na naslednji. In ta sivina, ki jo vidite zdaj, je v bistvu transparenca na naslednji strani. Tole je uvod o slovarju. Navodila za uporabo, praktično je zelo straightforward, ampak to je nek del njihovega bontona. Prvi del z imeniškimi zaznamki za lažje iskanje naše iztočnice. Tipičen prelom. Začetek črka A, ta motiv, to ni nadaljevanje motiva, ampak je v bistvu sistem označevanj črk abecede. Tipičen prelom. Slovensko-angleški del, začetek njega in še zadnji vezni list, ki ga uporabljamo za angleške nepravilne glagole. Kako smo s časom? Ena zelo kratka zgodba, in sicer Key Slovenija je en projekt Ministrstva za kulturo,
kjer so želeli slovenske pisce, razdeljene na naravoslovce in družboslovce, predstaviti na frankfurtskem sejmu. V bistvu šlo za kakšen slovenski izraz za give away. Za nekaj, kar talaš na štantu, no? S tem, da glede na to, da je to Ministrstvo za kulturo, tega ne bojo talali na štantu, ampak bojo postavili na štant, kjer si močno želeli, da boste to vi sami vzeli v roke. Se pravi, tukaj že pridemo do želene funkcije. In sicer, če ta zadeva stoji sama na štantu, mora biti zadost opazna, ergo zadost velika, zadost eye-catching, da jo zaznamo v prostoru. Obenem mora biti pa zadost majhna za najšibkejšo točko, in sicer za žensko torbico. Na frankfurtskem sejmu v eni fazi sicer vsi znajdejo s težkimi Mercator žaklji, v katerih tvorijo knjige, ampak ne želiš zastonjsko knjigo, ki si jo mogoče zares ne želijo odbiti bralca, zato ga moraš prepričati že na tem nivoju, da bo vašo knjigo pospravil v omejen prostor, kot je ženska torbica. Se pravi, zadeva mora biti velika, ampak zadeva mora biti zadost majhna. Imamo po eni strani predstavitev spiska del naravoslovcev, po drugi strani družboslovcev. Dva segmenta, dve velikosti, imenuje se Key Slovenija, ključ Slovenije. Rezultat. Nisem dosti pogumen, da bi to imenoval inovacija, ampak nisem pač tega še videl, pa dajte mi oprostiti. Enostavno naša rešitev je knjiga z dvema hrbtiščema. S hrbtiščem na levi in na desni strani, ki se jo za lažje branje zadaj prepogne ter normalno prelista in zloži v normalno knjigo. Nakar smo izdelali knjigo in jo dali v tisk in so me v paniki klicali. Prezentacija, pozabil sem prezentacijo. Key Slovenija, prezentacija na Ministrstvu za kulturo. Take stvari sprejema odbor, ki je sestavljen iz parih ljudi. In vedel sem, da imam precej Willendorfsko formo v funkciji, s katero bom želel prepričati. In sem sklenil, da je napad najboljša obramba. In še preden sem jih pustil do besede, sem jim rekel, veste, v bistvu ljudje vidijo točno tisto, kar so, ne. Ne boste verjeli, ampak moj najboljši, zdaj že pokojni prijatelj, je bil odličen šahist in je tle videl kmeta, ne. Moj stric Blaj Zima je tukaj videl eno posebno lopato za prebijanje ledu pozimi. In samo še čakam, kaj boste vi videli. Zadevo so sprejeli. Nakar so me v paniki klicali v času oddaje v tisk in so rekli, Tomato, imamo eno težavo, in sicer pozabili smo en list. Pravim, kaj? Pozabili smo v knjigo dati opis vseh naših letošnjih dogodkov na našem štantu in v ostalih miljejih, ki jih imamo okupirane. Sprav, vi rabite dati nek urnik z opisom vsega noter. Ja. A lahko stiskamo še eno dodatno stran, ki jo bomo vložili ali pa vlimali noter? Pravim, ja, v bistvu tako bo zadeva delovala kot napaka, ne na nivoju ministrstva za kulturo. Edino, kar vtaknemo v knjigo, je v bistvu bookmark. Dajmo narediti to zadevo kot bookmark.
Kaj pa naredi bookmark? Dajmo ga definirati s tem štrikcem, da bo vsem jasno, kaj smo želeli, da nismo želeli nečesa pozabljenega dodati. In nadaljevanje tega je prezentacija bookmarka, ki pravi sledeče. In sicer pravi, da je avtor prezentiral za njega dosti netipičen način. In sicer sem rekel, glede na to, da ste Ministrstvo za kulturo, nisem želel, da si na tem bookmarku ljudje čistijo nohte. Obenem nisem želel, da je zadeva tako zelo monotona, tako zelo preprosta. Želel sem, da je bolj luštna. Zato bo vaš bookmark, da ne bo tako zelo dolgočasno, na eni strani bel, na drugi strani pa rdeč. In končna realizacija. Pred in na tej strani po uporabi bookmarka v naši Willendorfski Veneri. Trentarska zgodba pa pravi sledeče. Zdravko Duša me je povabil k temu projektu in sicer rekel je, Trentarji so super ljudje, ampak imajo eno težavo. Ne morejo skomunicirati njihovih najnovejših pridobitev in sicer novih aktivnosti, zimskih aktivnosti, jesenskih aktivnosti ter tega, da so dosegljivi tudi čez Italijo, bistveno lažji kot prej, ko je bila še meja, ter da, če se le da, če ni nevarnost plazov, plužijo Vršič, sprav so dosegljivi pa magar čez Bolt, skratka funkcionirajo za turiste čez celo leto. Oni imajo pa težavo, da jih dojemajo zgolj kot poletno in pa pomladno destinacijo. Se pravi, Trenta je aktivna v vseh 4 letnih časih. To je prvi del briefa. Drugi del briefa smo pa mi izvabili z njih in sicer vprašali smo jih, kaj je vaša največja prednost. In so rekli, v Trento prideš zato, da se spočiješ od Ljubljane. Tam je norišnica, v Trenti tega ni, zato ker smo v bistvu, let's face it, še zelo zadaj. Ampak želimo to ohranjati, zato ker je to naša prednost. Ta počasnost dejansko je naša prednost v kontekstu turizma. Brez te počasnosti tukaj ne bi mogli normalno zadihati. Če bi mi imeli internet, ok, takrat ga nisem imel, danes ga imajo. In vprašali smo jih, a imate poleg eksternih skupin tudi še interne skupine? Pravijo, imamo. Kdo so to? Glejte, sestavljeni smo v bistvu iz 3 vasi, Trente, Soče pa Lepene, kjer morajo lokalci, ki poznajo našo zgodovino, seveda začutiti to novo celostno grafično podobo, da jo bojo dejansko želeli uporabljati in se z njo poistovetiti. Počasnost je prednost, da povzamem. Trenta je dosegljiva v vseh 4 letnih časih. Če zadevo ilustriram, če zadevo pretvorim v barve. In da nagovorim interno skupino, gremo nazaj in sicer k njihovemu internemu označevanju, tako imenovanim ovčjim znamenjem, oziroma kasneje so se iz tega razvila hišna znamenja. Ovce so lastniki označevali, tako da so jim vžgali na ušesa njim lastne simbole. In te simboli so se prenesli na hišna znamenja. To formo, ki je prepoznavna za interne skupine, smo združili s formo, ki je prepoznavna za eksterne skupine skupaj z našim sporočilom. In sicer, če opazite list, ki lahko predstavlja letni čas, zelen list, rumen list in tako naprej, zamrznjen list, s formo ušesa, če to abstrahiramo, dobimo isto formo. In to je naš osnovni gradnik. To je naš končni motiv, list v 4 barvah, ki ponazarjajo 4 letne čase, pomlad, poletje, jesen in zimo.
Razpoznavno ime, ne dolina Trenta, ker tisto je težko prevajati, ker imaš enkrat spredaj, enkrat dodatek zadaj, Trenta Valley, dolina Trente, tukaj pa definitivno uporabna večjezičnost. Simbol, ker se sami listi v bistvu zrastejo z našim imenom, in končna forma, ko se s tem zraste še sam slogan, ki pojasni vse skupaj. Trenta 4-letni počasi. To je pa drugi nivo, kjer ta osnovni gradnik vzamemo za gradnjo posameznih simbolov, bodisi njihove krajevne skupnosti, turističnega društva, kulturnega društva, zadruge, agrarne skupnosti, informacijskega središča. In še tretji nivo, to so ponudniki nastanitev, kjer se ta list pojavlja tamle desno, barvni nivoji pa razlikujejo njih glede na tip storitev. Se pravi, ponudniki nastanitev, zelen nivo, gostišča, rumen nivo, kmetije, rdeč nivo, in potem imamo še te zimske koče, ki so modri nivo. Nivo uporabe, dopisi, vizitke, kombiji. Majice, ki jih še nismo realizirali. Posebej dobra mi je tista Trenta za dol past. V tej sezoni alpincev in njihovih mishapov še posebej. To je nivo, ki je zgolj nakazan, in sicer, da bi njihovo označevanje, njihovo lastno označevanje hišna znamenja v neki obliki v prihodnosti vrnili nazaj v obliki hišnih številk. Predlog vhodne table, ker se mi zdi edino logično. Glejte, njihova največja kakovost je v izgledu narave. Zakaj bi s tablo to zakrival? Dajte to stvar samo uokviriti. Nivo avtobusnih postajališč, predlagan. Potem še nivo različnih dogodkov, kot je slikarska delavnica Trenta Ars, ekološka turistična kmetija, ena izmed njih ima nekaj več tiskovin kot ostale, čakamo še na ostale, da se jim pridružijo. Potem glasbeni forum, 11., 12., 13. To je vse. Hvala. Za tiste, ki si bi jo želeli ogledati, imam tukaj nekaj izvodov zadnjih številk dnevnikovega objektiva, pa seveda obljubljen slovar, tako da prosim. Ja, super predavanje, Tomato, si me opozoril na vse detajle, ki jih ponavadi izgubim v tvojem delu, tako da hvala lepa vsem, ki ste prišli. Mi se bomo zopet tule v centralni postaji dobili čez en mesec. Tole je bilo v živo posnet. Upam, da smo kaj fotografirali, nimam pojma, če fotograf bil kle ali ni bil. Zvok in luči Mogada, medijski sponzor je Delo, tako da v Delu se bomo tudi videli. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje za Tomata, da naj se hitro javi, ker drugače vedno rečem, da ni vprašanj, ne, pustimo se tako. To ni opcija, ne. Tako da bomo se še malo družili, se s Tomata to lahko spoznali. Sem pa razmišljal, da bi izvedel eno finto, pa zdaj vidim, če ste se kaj naučili v zadnjem letu Creative Morningsu. Predlog imam, da povabim gor 3 kogarkoli in se predstavi v 3 stavkih, tako da bomo malo nadaljevali to druženje. Zdaj pa, da vidimo tele roke gor, seveda nobeden kot vedno, no se smeja, da bomo hitro zaključili. Tako da hvala lepa, se vidimo prihodnjič.
brez vprašanj odidete. Glejte,